Dva vidika sta tista, ki jo običajno povezujemo z današnjim svetnikom, svetim Rokom. Eno je, kot smo slišali že v uvodu v Mašo, njegova povezava s kugo, s tem, kako je skrbel za bolnike, s tem, kako je v ljudskem izročilu sveti Rok postal priprošnik proti kužnim boleznim, zavetnik zoper vse tisto, kar se prenaša na nam, na našim človeškim očem, neviden način kot bolezen, ki lahko okuži ne samo eno osebo, ampak lahko okuži vasi, mesta, cele narode, cela ljudstva. Drugi vidik, in pri tem bi se želel danes ustaviti, pa je vidik svetega Roka kot romarja. Pri romarju se mi zdi, da je pomembno spet biti pozoren na dve stvari. Kako se razlikuje romar od potepuha? Potepuh nima cilja. Potepuh pohajkuje. Se pusti velikokrat voditi vetrom, lepemu, slabemu vremenu, gre tja, kjer čuti, kjer se mu zdi, da je bolje. Romar na drugi strani ima cilj. Ve točno, kam gre in kam je namenjen. In ne glede na to, kako se na njegovo pot morda potem tudi postavijo take in drugačne ovire, ki ga prisilijo, da svojo pot spreminja od tega, kar je bilo začrtano, romar vedno ve, kam gre. Romar ima svoj cilj. Drugi vidik pri romanju pa je ta, da tisti, ki hoče romati, mora iti na pot, kar pomeni, da mora tisto običajno varno zavetje, na katerega vsi vedno računamo, da mora to pustiti za sabo, da se mora temu odpovedati in mora iti na pot, ki je negotova, kjer enostavno je nemogoče predvideti vse izzive, vse težave, vse probleme, vse prepreke. Treba je tvegati, če gre človek na romanje. In v tem smislu nam je sveti Rok, tudi nam vsem, lahko ena dobra prispodoba. Namreč tudi naše življenje v resnici, če hočemo ali pa ne, je romanje. Je ena pot, kjer sicer vedno znova se trudimo nekako najti eno varnost v stvareh, ki jih imamo, v tem, kar nesemo s seboj, v tem, kar lahko po poti pridobimo, ampak vedno znova tudi izkušamo, kako včasih nič od tega ni dovolj. In se je enostavno potrebno prepustiti Božjemu načrtu, Božji ljubezni, Božji previdnosti, ki je marsikdaj iskreno tudi ne razumemo, ne znamo prepoznati. In ko pridejo preizkušnje, ko pridejo težave, ko pride stiska, ko pride bolezen, ko pride trpljenje, ko pride smrt, se vedno znova vprašamo, zakaj se to dogaja meni, zakaj se to dogaja nam, ali nismo dovolj molili, se nismo dovolj trudili. In tisto, kar se mi zdi, da nam sveti Rok po eni strani s svojim zgledom in po drugi strani Jezus v današnji Božji besedi skuša povedati, je vabilo k zaupanju. Ker če smo čisto iskreni kot kristjani, kdo nas ljubi najbolj? Poleg staršev, poleg domačih, poleg bratov in sester, kdo nas ljubi najbolj? Najbolj nas ljubi Bog. In kdo ve bolj, kaj je dobro za nas kot Bog? In ko pridejo preizkušnje, in ko pridejo bolezni in se nam zdi, da moramo trpeti krivico, da bi znali verjeti, da bi znali zaupati, da bi znali po zgledu svetega Roka dejansko imeti pred očmi to, da je Bog vedno z nami, da nas Bog nikoli ne prepusti preizkušnjam samih, da je vedno z nami, ampak da hkrati želi, da ne bi računali na nič od tega, kar imamo, kar nesemo s seboj, na nobeno materialno stvar, na nobeno tudi človeško pomoč, ampak da bi najprej zaupali vanj. Bi svojo pozornost, svoj pogled najprej usmerjali vanj.
Da bi takrat, ko pride preizkušnja, ne bila naša prva misel, zdaj je pa Bog pozabil, zdaj pa Bog gleda drugam, je zaposlen nekje drugje, zagotovo je pozabil name, ali pa, Bog ne daj, kaznuje, se mi maščuje, se je razjezil name. To so naši človeški pogledi, to je naše človeško razmišljanje. Bog je pa drugačen. Bog je, kot nam razodeva sveti Janez evangelist, Bog je ljubezen. Zastonjska, brezpogojna, dokončna in popolna ljubezen. Da bi po zgledu svetega Roka, spokornika in romarja, tudi mi znali in zmogli romati skozi to življenje, ne toliko v zaupanju v to, kar imamo. Jezus pravi, da sicer to, da je nekdo bogat, da nekdo nekaj ima, to ni greh. Je pa težko takemu človeku stopiti v nebeško kraljestvo. Ker ne glede na to, kako se trudimo biti svobodni, nenavezani, sami v sebi, vsi vemo, več kot človek ima, ne da se izogniti. Da ne bi vsaj malo računal, da ne bi vsaj malo se na to tudi zanašal, sej imam še nekaj denarja, imam še nekaj, kar lahko prodam, imam še nekaj, kamor se lahko skrijem in o čemer lahko najdem svojo varnost. Bog želi, da bi vse naše zaupanje najprej polagali van. Da bi nam to, kar imamo, ne postalo breme, da bi nam to, kar imamo, ne postala svoboda, ali pa celo sužnost, ampak da bi to, kar imamo, znali v svobodi kristjanov, v svobodi Božjih otrok, deliti drug z drugimi. Da bi nam to, kar imamo, v resnici postalo ne ječa, ampak pripomoček, kako bomo lahko že tukaj gradili nebeško kraljestvo. Da bi znali ostajati svobodni, da bi znali stvari uporabljati toliko, kolikor jih potrebujemo, vse ostalo pa, da bi znali deliti, da bi znali dajati, tako kot čutimo, doživljamo, prepoznavamo, da to dela Bog v našem življenju. Ko ničesar ne zadrži zase, da vse, celo samega sebe in svojega sina. Naj nas sveti Rok spremlja na tem našem romanju, naj nam bo zgled, naj nam bo priprošnik, da bi vsaj nekaj od te modrosti tudi mi počasi osvajali, sprejemali vase in na ta način tudi živeli.